Znanje, delovne navade, talent, nekaj genov in še kakšna drobna posebnost predstavljajo mozaik, ki se ponavadi sestavi v uspešno športno oziroma v našem primeru nogometno zgodbo. V različnih okoljih dobijo mladi več enega ali drugega, v enem pa vse na enem mestu in to nadgradijo tudi s splošnim znanjem ter dodajo piko na i odraščanju v celovito osebnost. Kraj, v katerem se oblikuje celovit, bomo rekli, nogometni prehod iz rosne mladosti, je pri nas nogometni razred Nogometne zveze Slovenije, ki je edinstven v Sloveniji na tem področju. Njegov program se izvaja na gimnaziji Šiška ter na Srednji tehniški in strokovni šoli za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana. Sodelujemo v projektu, kjer v bistvu gradimo neko dvojno kariero športnikov in dijakov, tako da v bistvu gre nekako šola z roko v roki, šport in šola z roko v roki. Sodelovanje se je začelo pred 20 leti, ko so v gimnaziji Šiška najprej odprli fantovski oddelek. 7 let je tega, kar deluje tudi dekliški. Srednja tehniška in strokovna šola ŠC5 Ljubljana je enakovreden partner projekta pol drugo desetletje. Zanimanje ne pojenja. Vsako leto imamo omejitev v programih tako gimnazija športni oddelki kot v splošni gimnaziji. Drugače pa je na šoli trenutno okrog 570 dijakinj in dijakov, od tega že blizu 500 kategoriziranih športnikov. Sprehod po gimnazijski avli z galerijo nekdanjih dijakov, mnogi so postali znani obrazi v svetu nogometa, nam ponuja vpogled v njihovo željo, da bi veščinam na igrišču dali dodatno težo in z maturitetnim spričevalom v roki športnim dali tudi splošne življenjske temelje. Imela sem možnost trenirati s fanti na nekem višjem nivoju, kot bi to bilo mogoče v klubu. Prišli so nam predstaviti v klub v Radomlje, so prišli iz oddelka, tako da prek tega sem izvedela za to možnost. Tudi danes se dekleta in fantje v učilnice, telovadnice in igrišča obeh srednjih šol podajajo s podobnimi športnimi in življenjskimi pogledi kot generacije pred njimi. Ko sem se vpisal v srednjo šolo, nisem imel neke ideje, kam bi se res vpisal, potem pa sem zdaj za to gimnazijo in za te treninge, ki jih imamo v tem nogometnem razredu in sem takoj vedel, da je to za mene. V prvi vrsti je to, kar ti v življenju da eno veliko osebnostno izkušnjo in pa sigurno tudi to, da lahko nogomet in šolo skupaj usklajuješ. Ja, odločila sem se v bistvu zato, ker mi nudi in zelo kvalitetne treninge in šolo, gimnazijo in prehrano vse na enem mestu. Vse na enem mestu, tu se velja zaustaviti. Ponudba je celovita, njen namen pa zagotoviti fantom in dekletom optimalne pogoje za treniranje in učenje, če v ti dve besedi strnemo vse, kar sestavlja program. Nudimo jim torej bivanje, program treningov, ki jih vodi Nogometna zveza Slovenije, prehrano prilagojeno športnikom, poleg tega pa še dodatne storitve, ki jih potrebujejo fizioterapeuta, psihološko svetovanje, prostore za regeneracijo, tako da imajo cel paket pri nas. Skrbno pripravimo urnike v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije, tako da so lahko naši športniki maksimalno udeleženi na vseh treningih. Vsak teden praktično obdelamo vse dijake, pregledamo, kakšne so njihove obremenitve, potrebe in iz tega delamo nadaljne načrte. Odzivi dijakov in njihovi vtisi zaokrožajo zgodbo in podobo uspešnega sodelovanja obeh šol z Nogometno zvezo. Če bi ne bil v domu, rabiš prevoz domov, pa ti gre čas, pa tukaj pa si takoj v domu in imaš veliko časa za treninge in za vse. Imaš 5 kvalitetnih obrokov na dan, tako da je vse poskrbljeno za to, da ti lahko uspe. V bistvu vidim res veliko napredka, dali so mi res veliko znanja in treniram z najboljšimi v Sloveniji. V nogometnem razredu 5 treningov, potem pa še lahko hodimo tisti, ki smo v bližini v klubih ljubljanskih oziroma v okolici Ljubljane na treninge v klube, tako da se na koncu nabere 8-9 treningov na teden. Šola in treningi so seveda osnova projekta, glavna poudarka. Dekleta in fantje imajo na voljo celovito paleto spremljajoče ponudbe in aktivnosti. Od tega, da so na treningu prisotni 2 do 4 trenerji z izobrazbo, pridobljeno na fakulteti za šport in opravljeno profesionalno licenco. Preko testiranj, prilagojenega šolskega urnika, že omenjene prehrane, učilnic za individualno delo pa vse do možnosti pogovora s športnim psihologom. V strokovnem kadru sodelujejo tudi kineziolog in kineziologinja ter fizioterapevti, ki skrbijo, da se ob morebitnih poškodbah dijak čim prej vrne v trenažni proces. V obeh šolah je vedno v ospredju posameznik.
Tudi v 4. letniku sem celoten letnik preživela v Nemčiji, delala tudi nadaljavo, vsi so mi šli na roko, res sem imela ob sebi dobrega koordinatorja, vse profesorje, ki so bili pripravljeni z mano delati vsak dan po Skypu. V 4. letniku recimo jim ponudimo tudi športni menedžment. V glavnem ponujamo jim pa 2 izobraževalna programa, ki sta zelo pomembna v tem smislu, da lahko športniki takoj po koncu kariere športne se tudi zaposlijo. Osnovna želja je seveda nadgradnja nogometne poti. Temelji, ki jih je moč zgraditi v obeh nogometnih srednješolskih sredinah, dovoljujejo sanje, ki so bile morda eden od vzgibov za vpis. V bistvu je moj cilj, da grem v tujino igrati in mogoče zraven študirati. Vsem mladim bi rekla, če hočete napredovati v nogometu, pridite na Gimnazijo Šiška oziroma na ŠC 5, kjer se da vse usklajevati skupaj s šolo. Povabilo, ki je dovolj zgovorno. Motiv za pomemben življenjski korak pa zagotovo tudi uspešne nogometne zgodbe, ki so jih spisali mnogi nekdani dijaki in tudi vse več dijakinj. Na stenah hodnikov je dovolj prostora za nove obraze, naredi odločilen korak in stopi na pot, ki so jo uspešno prehodili mnogi. Postani član ambicioznega kolektiva nogometnega razreda tudi ti.